ESG. Najprej je to angleška kratica. E, environment, okolje, S, social, družba in G, governance, upravljanje. V resnici pa gre za nek obsežnejši koncept širšega razumevanja trajnostnega razvoja, kajti v praksi v podjetjih pogosto razmišljamo o trajnostnem razvoju kot o nekem težko oprijemljivem konceptu z dobrimi mislimi, ampak težjimi metrikami, s katerimi upravljamo in potem poročamo. Torej, ESG bi pa naj ta nefinančni del tako definiral, da bi lažje razumeli, kako ga lahko upravljamo in potem poročamo. Veliko pomoč bo seveda nova direktiva Evropske unije, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ali v slovenščini to prevajamo direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti, ki se prenaša v nacionalni pravni red v zakonu o gospodarskih družbah. Ta ima poleg seveda svojih zahtev tudi prilogo, gre za standarde poročanja ESRS o trajnostnosti. Te pa definirajo ESG veliko natančneje, torej področje okolja opredeljujejo po 5 podpodročjih. Najprej je podnebno upravljanje z vso energetiko, potem je onesnaževanje, voda, morski viri, biodiverziteta in seveda tudi krožno gospodarstvo. Družbeni del ima 4 podpodročja, najprej so lastni zaposleni, potem so zaposleni v dobaviteljski verigi, potem so končni kupci in prizadete skupnosti oziroma lokalne skupnosti, medtem ko upravljavsko področje je definirano po področjih poslovnega ravnanja. Seveda vse te definicije, vse ta podpodročja podjetje samo rangira po svoji pomembnosti, orodje, zato se reče matrika dvojne pomembnosti in na podlagi tega pride do lastnega orodja upravljanja trajnostnosti ali ESG in seveda tudi poročanje. Torej, ESG je širši koncept, hkrati pa tudi orodje upravljanja in poročanja o trajnostnosti.